Konec 2018 so odprli prenovljeno zgornje nadstropje Izolskega muzeja Izolane Hiše Morja, ki obiskovalcem omogoča ogled pomembnega dela izolske zgodovine, povezane predvsem z morjem. Med pomembnimi eksponati je tudi prenovljena oziroma restaurirana barka Pasara, ki so jo v okviru mednarodnega projekta Mala barka 2 prenovili v zavodu ZAR. Izjemno vlogo pri tem je imela direktorica zasebnega zavoda za konzervatorsko in restauratorsko dejavnost s sedežem v Izoli, akademska restauratorka Kristina Zadnik-Sinožič. Torej, ohranjanje starin je za poznavanje kulturne dediščine izrednega pomena. Podaja nam namreč nekakšen vpogled v čas pred nami. Če teh starin mi ne obnavljamo, seveda one propadajo in z njimi tudi mejniki, ki nas nekako spominjajo na to, kdo smo sploh bili. Ker pa žal nimamo vedno dovolj sredstev za restauriranje, je tukaj izrednega pomena, da se trudimo vsaj konzervirati in s tem nekako preprečiti nadaljnje propadanje umetnin. Prikaz obeh pristopov je lepo viden ravno tukaj na našem plovilu, kjer je tale naš levi bok nekako konzerviran, s tem, da so recimo tukaj so odstranjeni stari premazi, les je utrjen, poškodbe so sanirane, a še vedno so lepo vidne. Desni bok pa je dejansko restauriran in sicer tam na zadnjem delu. Zadnji del je v bistvu v celoti restauriran, ko pa se počasi premikamo proti špici, pa vidimo v bistvu, kako je bilo plovilo zgrajeno. Od začetka imamo tukaj samo rebra, potem počasi, ko se premikamo, imamo tukaj en pas oplate in sicer z predivom in pa z reparaturno maso in potem imamo pas s temeljno barvo in pa proti koncu, čisto proti koncu imamo potem tudi pas z končnim barvnim nanosom. Naše delo vedno poteka nekako v skladu s konzervatorsko-restauratorskimi načeli. Pred samim delovnim procesom dejansko vedno naredimo zapisnik o stanju z dodanimi fotografijami. Strokovni svet našega zavoda na to v bistvu določi potek dela, ki je pogojen nekako z končno prezentacijo. Na to sestavimo neko delovno skupino in pa določimo tudi vodjo del. Ob vsem delu si zapisujemo vedno tudi dnevnik dela. Ko končamo vse, takrat potem oddamo še končno poročilo in pa na našem zavodu si nekako zapišemo še zadnjo evalvacijo, kjer v bistvu nekako pretehtamo, kaj smo naredili prav, kaj bi lahko mogoče drugače in pa s kakšnimi težavami smo se srečevali in kako smo jih tudi rešili. Tale naša pasara je bila zgrajena leta 1956 in sicer v Izolskem škveru, to je ob današnji gostinski šoli. Pripadala je Delamarisovi floti, bila je tudi spremljevalni čoln barki Biser, kasneje je bila last priznane izolske ribiške družine Puljeze. Danes je pa v bistvu njen lastnik Društvo starih bark Izola, s tem, da moramo tudi povedati, da je hkrati tudi eksponat tukaj v Izolani Hiši Morja. Med samim delovnim procesom smo dejansko odstranili stare premaze in pa razpadajoče kovinske delce. Plovilo smo docela razstavili na posamezne segmente. To je bilo pa nujno potrebno, predvsem zaradi lokacije, torej kjer je bilo prej plovilo in pa sedajšnje lokacije, zaradi tega premika. Vrata so tukaj namreč izredno ozka in potrebno je bilo dejansko prenesti po delih sem gor. To je bil hkrati tudi naš največji izziv pri tem projektu. S pomočjo skice in pa nekih predhodnih oznak smo na to tudi znova sestavili to plovilo. Stari mojstri so tukaj sicer uporabili kovane žeblje, mi smo se pa odločili za vijake, to pa predvsem zaradi tega, ker se bo plovilo morda premikalo na drugo lokacijo.
Poškodovane in pa trhle dele smo utrdili in pa mestoma tudi nadomestili z novim lesom. Med posamezne dele oplate je bilo potrebno vstaviti konopljevo predivo, in sicer v obliki vrvi, to pa s tehniko klefatanje. To je v bistvu z nekakšnim dletu podobnim orodjem in pa lesenim kladivom. Manjše poškodbe so bile zapolnjene z reparaturno maso. Za predel, kjer je predstavljen pas temeljne barve, je bil uporabljen oranžen odtenek, ki predstavlja minij. Minija samega nismo uporabljali, ker je dejansko strupen. Retuša je bila izvedena po celotnem plovilu, lokalno tudi tukaj po konzerviranem delu, to pa predvsem zaradi poenotenja barvnega tona lesa. V končni fazi smo les tudi zaščitili z premazom. Naknadno smo tam na koncu dodali še luči, ki so nekako replika originala, narejene pa so iz pocinkane pločevine. Uporabljeni žarnici sta pa nekoliko posebni, ker v bistvu s svojim delovanjem in pa toplo svetlobo vdahneta nek čar starodobnosti.